Koalicija je vložila novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta zadeva 4 pomembne dele. Prvi del je sprememba ciljev vzgoje in izobraževanja, dodajata se 2 nova cilja. Prvi je vzgoja za slovenske in evropske kulturne vrednote, drugi pa spodbujanje radovednosti. Drugi pomemben del je napredovanje pomočnic vzgojiteljic v vrtcu v nazive. Čeprav so strokovne delavke ali delavci, oni niso mogli napredovati v naziv mentor in svetovalec. Zdaj lahko napredujejo, to pa pomeni priznanje njihovemu delu, kakor tudi višjo plačo. Tretji pomemben del je dopolnjevanje zbirk osebnih podatkov učencev in dijakov, otrok, to pa za namen, da bi se lažje izvajalo digitalno vodenje in upravljanje vrtcev in šol, pa tudi pouk na daljavo. In četrti del, ki se spreminja v tem zakonu, pa tudi najbolj buri javnost, pa je sprememba razmerij v svetu vrtca ali šole. Svet vrtca danes sestoji iz 5 članov, ki predstavljajo zaposlene, 3 članov, ki predstavljajo ustanovitelja, in 3 članov, ki predstavljajo starše oziroma v srednji šoli tudi dijake. Tokrat v noveli se spremeni samo razmerje in 5 članov sedaj pripada ustanovitelju, 3 zaposlenim in 3 staršem oziroma dijakom. To pa zato, da dejansko tisti, ki je najbolj odgovoren za delovanje vrtca in šole, torej ustanovitelj, dobi tudi to opolnomočenje v svetu vrtca oziroma šole. S tem pa se nikakor ne zmanjšuje avtonomija učitelja, avtonomija ravnateljev, njihova pedagoška avtonomija ostaja povsem enaka.